Po sprostitvi prometa po novi krški obvoznici prihaja na vrsto tudi prepotrebna prenova ceste Krških Žrtev. Ta cesta CKŽ oziroma G1 v državnem upravljanju je seveda v zelo slabem stanju in kar nekaj časa smo si prizadevali, da bi prišlo do obnove te ceste. Lahko rečem, da so dogovori oziroma da aktivnosti potekajo v redu, zadovoljivo in sicer naj bi torej v tem trenutku poteka projektiranje, oziroma tehnična dokumentacija, sama gradnja naj bi se začela v letošnjem letu in bi bila prva faza te gradnje dokončana nekje do naslednjega leta, sicer nekje do maja je predvideno, ampak upam, da bo to končano prej. Prva faza obsega obnovo kompletnega cestišča od krožišča na mostu do križišča pri pokopališču. Tukaj naj bi bila zgrajena 2 rondoja, nekoliko pa se naj bi spremenila tudi struktura same ceste, ker cesta se bi za približno pol metra zožila, s tem bi pridobili tudi cono za pešce in kolesarje. V drugi fazi naj bi nadaljevali z ureditvijo ceste od pokopališča oziroma stadiona do nakupovalnega središča. Se pravi, gre za obnovo v podobnem stilu tudi tam naj bi, seveda še tehnično ni povsem dorečeno, ampak naj bi se vsa križišča, ki so zdaj semaforizirana, nadomestila s krožišči. Zadnja, tretja faza pa naj bi obsegala ureditev ceste od krške hidroelektrarne do mostu, kjer naj bi se začela prva faza obnove. Sicer pa gre za precej velik projekt, ki naj bi veljal nekje okrog 6 milijonov evrov, prva faza pa nekje okrog 1,7 milijona evrov. Pri tem občina Krško prispeva približno 550 tisoč evrov svojega denarja za obnovo infrastrukture in pa pločnikov in vsega ostalega, kar sodi v pristojnost občine. Po obnovi prve in druge faze naj bi celotna cesta prešla v upravljanje občine Krško. Cesta Krških Žrtev naj bi z obnovo postala mestna ulica z več površinami za kolesarje in pešce.